Ugotavljam, da so bili vsi kapitani pričastniki krova in da tudi tisti, ki so šli pol v kopenske kariere, ni žal za to izkušnjo. Nasprotno, se mi zdi, da res vsi pogrešajo morje. Ja, ampak odkar ladje ne poganjajo več vesla in pa jadra, se je razvil še en zelo pomemben poklic. Ladijski strojnik. Skrbi za pogon ladje in pa še za marsikaj drugega. A boš? Pozdravljeni. Poveljnik Andrej Pečar me je poslal in se javljam na dolžnosti. Živijo. Dobrodošel. Dobrodošel tukaj v kontrolni kabini ladje Triglav 11. Tukaj se vrši nadzor nad vsemi napravami in stroji, kateri so pač vgrajeni na ladji. Tale centralni monitor nam prikazuje delovanje glavnih motorjev, 3 ročice za upravljanje z motorji, stranska 2 monitorja pa predstavljata nadzor vseh ostalih naprav, katerih imamo na ladji. Zdaj pa, če te še kaj zanima, lahko gremo tukaj v strojnico. Odzadnji so pa stroji. Tukaj pa srce ladje. Seveda me zanima. Gremo pogledati, a? Zvoli. No, samo, zdaj smo tukaj v strojnici, imamo 2 strojnici, tale je premčna strojnica, za tistimi vrati je še ena in sicer tukaj so nameščena 2 glavna motorja, to so pač mišice ladje in en dizel generator za proizvodnjo električne energije, v krmni strojnici je obratno. Imamo en centralen motor in 2 dizel generatorja. Vsak glavni motor ima 2880 kW. To je pa veliko. Kakšno šolo ste mogli narediti, da lahko s takimi velikimi močnimi stroji sploh delate, da to znate? Ja, jaz sem pomorec od vedno, zaključil sem že srednjo pomorsko šolo in kasneje nadaljeval na fakulteti. Pa vam je verjetno lepo delati, ne? Ja, je lepo, je. Je moj poklic. Ja, meni je bilo to zelo lepo. Danes, ko sem bil pri vas, mi zdaj pomagali prijeti ven, ker ne vem sploh. Imamo večji skodov, tako da najbližje pa tudi, kamor smo prišli. Ajde, greva. Bine, dajte mi povedati, kako postaneš častnik stroja? Da postaneš častnik stroja, moraš najprej uspešno končati srednjo pomorsko šolo, torej 4-letni program srednje pomorske šole in opraviti 1 leto staža na ladji. Mi temu rečemo pripravniška doba, traja 1 leto in potem napraviš strokovni izpit na luški kapitaniji v Kopru in s tem pridobiš dovoljenje, da postaneš 2., odnosno 3. častnik stroja na ladji. Kako pa izgleda to pripravništvo, ta praktični del? Ta praktični del izgleda tako, da se bodoči častnik stroja vkrca na ladjo kot asistent, dela v stroju, pridobiva, svoje teoretično znanje nadgrajuje z praktičnimi postopki, spozna vso delo v stroju in pridobiva izkušnje. In s tem, potem, ko pride na strokovni izpit, ga sprašujemo bolj, kako je strokovno obvladal ladjo. Torej, ne več samo tisto teoretično znanje, ampak ali ga zna implementirati za potrebe ladje. Kako pa lahko kot častnik stroja napreduješ? Kot častnik stroja napreduješ glede na tvoje sposobnosti in pa glede na potrebe, ladjarja. Če imaš končano srednjo izobrazbo, potem lahko napreduješ najprej do 2. častnika stroja. Če pa opraviš še višjo šolo, višjo pomorsko ali pa fakulteto za pomorstvo in pridobiš 2 lete plovbe kot častnik stroja, nižji častnik stroja, spet opraviš strokovni izpit in s tem pridobiš dovoljenje za delo 1. častnika stroja. Po 1 letu plovbe kot 1. častnik stroja pridobiš dovoljenje za plovbo kot upravitelj stroja in s tem si dosegel svoj maksimum na ladji. Če lahko še tukaj povem, na ladji v vseh poklicih, torej tudi tako v navtičnih kot v strojnih, je zelo velika fluktuacija, torej ogromno kadra odpade in zato je pri nas za razliko od kopnega napredovanja skoraj samo po sebi umevno.